Pogovorni marketing. Pogovorni marketing kupcem nudi možnost pogovarjanja v realnem času, bodisi s chatbotom ali klepetom v živo. Najprej si oglejmo chatbote. Kaj so chatboti? To so programi, ki med klepetom z uporabnikom avtomatizirajo določene procese. Druga definicija, ki jo lahko vidite na desni strani, pa pravi, da gre za storitev, ki deluje na osnovi pravil in včasih umetne inteligence ter omogoča interakcijo prek vmesnika za klepet. Na levi strani vidite primer Aktuado bota. Da gre za bota, prepoznate po njegovem avatarju in imenu. Aktuado bot je svoje ime dobil po imenu podjetja Aktuado. Vidite lahko, da so ponujeni tudi že odgovori, med katerimi lahko izbira uporabnik. Ko chatbot uporabniku postavi vprašanje, so odgovori že na voljo. To so chatboti, ki temeljijo na pravilih. Glede na to, kaj uporabnik klikne, na primer video prodaja oziroma video sales, mu chatbot zastavi dodatna vprašanja, ki so povezane z izbranim odgovorom, v tem primeru z video prodajo. Gre za pogovorni pristop, kar pomeni, da so vprašanja in odgovori kratki. Klepetanja prek telefona, pa tudi računalnika smo že vajeni. Poznamo dve vrsti chatbotov, uporabne in informativne. Uporabni chatboti, na primer, pomagajo pri rezervaciji prevoza ali vstopnic, informativni chatboti pa ponudijo zadnje novice, nove objave na blogu ali članke na podlagi vedenja uporabnika na spletni strani. Chatbot vam torej ponuja informacije na podlagi vašega vedenja na spletni strani, kaj trenutno berete, kaj ste kliknili, katere strani ste si ogledali in tako dalje. Chatboti pogosto uporabljajo umetno inteligenco, angleško AI, obstajajo pa tudi takšni, ki delujejo na osnovi pravil. Seveda, ti sodijo med preproste chatbote. Ko se pomaknemo na desno stran grafa zahtevnosti, ki ga vidite na zaslonu, pa lahko vidimo, da vse več botov poganja umetna inteligenca, se pravi, uporabljajo strojno učenje. Tukaj nastopi pogovorni marketing. Verjetno ste opazili, da predvsem milenijci najraje komunicirajo prek klepeta. Kupci so si različni, zato jim želimo ponuditi različne možnosti in razširiti načine komuniciranja z njimi. Namesto, da bi jim vsiljevali vsebino, aktivno odgovarjamo na njihova morebitna vprašanja in jih nagovarjamo tam, kjer so že prisotni. S pomočjo chatbota lahko odgovorimo na pogosta vprašanja, ki jih predvidimo vnaprej. Lahko pa se s kupci srečamo na klepetu v živo, kot vidite na zaslonu. Tu gre za pogovor z različno osebo. Seveda bi lahko najprej začeli s chatbotom in šele nato ponudili možnost klepeta v živo le tistim uporabnikom, ki potrebujejo več pomoči ali imajo poglobljene vprašanja. Še en primer je Facebook Messenger, ki je tako kot Facebook zelo razširjena platforma. Gledamo primer družbe Air France, ki uporablja Facebook Messenger za podporo kupcem. Kot vidite, je na voljo bot, s katerim se lahko uporabnik enostavno prijavi na let s klikom na gumb, ki vodi na stran s dodatnimi informacijami za dokončanje postopka prijave. V tem primeru se uporabnik ni mogel prijaviti in je odgovoril z ne. Zato mu je bot ponudil možnost pogovora z agentom, ki mu bo pomagal, česar na posnetku zaslona ne vidite. Zanimiva statistika pravi, da potrošniki kar 4-krat raje uporabijo klepet, kot govorijo s človekom. Kar je razumljivo, saj je chatbot na voljo 24 ur na dan, medtem ko podpore v živo ni. Chatbota moramo vedno prilagoditi. Najprej z avatarjem, ki mora biti usklajen z blagovno znamko podjetja, personalizirati pa želimo tudi sporočila. Tukaj je primer, pri katerem uporabnika s Facebooka pošljemo na spletno stran, kjer ga čaka chatbot. Facebook objavo končamo z želite vedeti kako, pogovorite se z našim chatbotom in chatbotu lahko damo tudi ime. Ko uporabnik pristane na spletni strani, vidi chatbota z enakim avatarjem kot v Facebook objavi. Chatbot bi uporabnika lahko pozdravil z besedilom živjo, hvala, ker ste s Facebooka prišli klepetati z mano. Uporabnik bi začutil takojšnjo povezavo na podlagi sporočil, ki jih je videl na Facebooku, od koder se je nato preselil na spletno mesto, da bi se dejansko najprej pogovarjal z botom, pozneje pa morda tudi z osebo. Omenili smo že, da je 24-urna dostopnost velika prednost chatbotov.
Tukaj vidimo primer chatbota podjetja Zendesk, ki ne deluje na osnovi pravil, saj uporabnik ne izbira med vnaprej pripravljenimi odgovori, temveč lahko odgovor napiše sam. Chatbot torej deluje na podlagi umetne inteligence. Odgovor bota je odvisen od tega, kaj uporabnik napiše. Odzove se z ustreznim odgovorom in uporabnika vodi k naslednjemu koraku. Chatboti lahko tudi organizirajo sestanke. Gre za funkcionalnost, ki jo ponujajo HubSpot, Drift in druge platforme. Tu lahko vidite primer, kako se dogovorite za sestanek med klepetom s chatbotom, ki vam ponudi ogled koledarja, agenta ali prodajnega svetovalca. Glede na razpoložljivost agenta lahko uporabnik izbere datum in čas, ki mu ustreza. Tako uporabnik kot agent bosta prejela potrditev sestanka po e-pošti in povabilo v koledar, saj je pogovorna platforma povezana s koledarjem v Gmailu ali Outlooku. Chatbot zna tudi preusmerjati pogovore. Naprimer, ko je nek uporabnik v pogovoru z botom vprašal, kakšna je cena za Zendesk, je chatbot prepoznal, da uporabnik govori o izdelkih in mu ponudil nekaj možnosti. Če bo uporabnik kliknil na odgovor "poveži me s prodajo", ga bo bot preusmeril k prodajnemu agentu, ki mu bo pomagal naprej. Zelo pomembno je tudi zbiranje in analiziranje vprašanj. Pri tem je zelo koristno, če so chatboti povezani s podatkovno bazo CRM. Če uporabljate platformo HubSpot, so chatboti že povezani s CRM-jem, s platformo CRM pa je mogoče integrirati tudi druge pogovorne platforme, naprimer Drift. Chatboti odgovarjajo na vprašanja obiskovalcev z informacijami, ki jih pridobijo iz vaše baze podatkov. Lahko tudi samodejno shranijo pogovor in vam tako pomagajo zbirati informacije, ki jih potrebujete za nadaljnje negovanje lidov. Ustvarite ali nadgradite lahko članke v bazi znanja, ki odgovarjajo na pogosta vprašanja, ki jih dobiva chatbot. Pripravite lahko tudi izvlečke s pogostimi odgovori, ki jih lahko različni zaposleni uporabijo pri klepetu v živo in so tako bolj učinkoviti, njihova sporočila pa poenotena. Preden ustvarimo chatbote, jih moramo ustrezno načrtovati. To je nekaj, kar pogosto zanemarimo. Pomembno je, da točno vemo, kakšna je botova osebnost in da je ta v skladu s podobo blagovne znamke. Razmisliti moramo, koliko scenarijev potrebujemo. Mimogrede scenarijem včasih pravimo tudi chatflowi ali playbooki. Z njimi pa ustvarimo različne možnosti pogovora, ki temeljijo na pravilih. Če na primer ponudite odgovore A, B in C in uporabnik izbere možnost B, kakšno bo naslednje vprašanje? To se mora namreč jasno navezovati na prejšnji odgovor, ki ga je podal uporabnik. Scenarije moramo preverjati in optimizirati. Na desni vidite posnetek zaslona, ki prikazuje načrt za chatbota. Določite mu ime, podobo, običajno je na voljo več različic avatarja, izberete, kateri jezik želite uporabljati, lahko jih je več, ga uskladite s podobo blagovne znamke in podobno. V tem primeru je ton komuniciranja optimističen, neformalen in zabaven, a še vedno profesionalen. Vsa podjetja nimajo enakega tona komuniciranja, večja podjetja so veliko bolj konzervativna. Lahko se odločite tudi za uporabo čustvenčkov, emojijev ali gifov, kar je spet odvisno od osebnosti in tona komuniciranja vašega podjetja. Seveda pa imajo chatboti tudi negativne plati. Včasih so lahko pogovori z boti zelo neprijetni, kar ste morda doživeli tudi kdaj sami. Običajno se to zgodi takrat, ko uporabnik ne ve, da se pogovarja z botom. Ali pa ko odgovori, ki jih podaja umetna inteligenca, niso najboljši. Uporabniku moramo dati jasno vedeti, da gre za bota. To dosežemo s poimenovanjem in uporabo avatarja. Včasih boti delujejo tudi preveč nadležno, na kar moramo biti pozorni, ko ustvarjamo scenarij. Poskusite ponuditi tudi možnost pogovora z osebo, čeprav je verjetno smiselno najprej kvalificirati uporabnike. Zdaj pa si oglejmo nekaj primerov klepeta v živo. Kot vidite, so vprašanja zasnovana na podlagi odgovorov, ki jih je prej podal uporabnik. Uporabnik je želel, da ga bot poveže s svetovalcem. Bot mu je odgovoril, ok, samo trenutek, ker posnema način, na katerega ponavadi komuniciramo s kratkimi sporočili. V primeru na levi strani povezava s svetovalcem ni uspela in je bot odgovoril stavkom, ups, trenutno ni nikogar na voljo.
Besedo ups je podjetje uporabilo namerno, da bi ustvarilo bolj prijazen in pogovoren odnos. Ker je iz prejšnjih odgovorov svetovalec vedel, kaj uporabnike zanima, je lahko to informacijo uporabil že v svojem prvem sporočilu. Pomembno je torej, da oseba, ki prevzame pogovor, najprej prebere prejšnja sporočila in razume kontekst. Nihče se namreč noče vedno znova ponavljati in s tem izgubljati časa. Pri klepetu v živo imate na voljo različne scenarije. Vaša ekipa je lahko dosegljiva med delovnim časom, preostali čas pa se pogovori odvijajo v načinu offline. Datum in uro je treba prilagoditi razpoložljivosti vašega podjetja na drugih kanalih. Seveda se lahko agenti ali svetovalci, ki prevzamejo klepet v živo, odjavijo v času sestankov ali kosila, paziti morajo le na to, da to storijo vsakokrat, sicer bo chatbot uporabnika povezal s svetovalcem, ta se pa ne bo pojavil. Scenarij smo načrtovali vnaprej, tu lahko vidite primer načrta. Ena od pomembnih prednosti chatbotov je kvalifikacija leadov, preden jih predajo svetovalcu ali agentu. Vprašanja za izločanje načrtujte tako, da dobite vpogled v to, kdo uporabnik je, kaj ga zanima in ali bi bilo smiselno, da se nekdo iz vašega podjetja z njim pogovori v živo. Chatbot lahko na vprašanje uporabnikov odgovori z naprej pripravljenimi izvlečki ali jih usmeri na obstoječe članke, tiste, ki se kvalificirajo, pa preda svetovalcu. Svetovalec lahko vidi kontekst in nemoteno nadaljuje pogovor. Seveda pa včasih agent ne bo na voljo, zato je smiselno, da chatbot od uporabnika pridobi njegov e-naslov, da lahko svetovalec nadaljuje pogovor prek e-pošte, ko se vrne na delo. Pomemben vidik je tudi pisanje besedil za chatbote. Omenili smo že, da naj besedila posnemajo način klepetanja, kot smo ga vajeni. Odgovori na vprašanja so kratki, jedrnati in ponavadi uporabljajo preprosto slovnico. Če je chatbot povezan s platformo CRM, lahko za personalizacijo klepeta uporabimo tudi uporabnikovo ime. To velja za uporabnike, ki so nam svoje ime zaupali že pri prejšnjem obisku spletne strani in imamo ta podatek shranjen v CRM. Začnimo z zanimivimi iztočnicami za pogovor in nadaljujemo s krajšimi sporočili oziroma fragmenti, kot to počnemo v zasebnih pogovorih. Na koncu modula o pogovornem marketingu vam bomo pomagali ustvariti chatbota. Najprej se morate vprašati, katere težave želite s chatbotom rešiti. Potem izberete platformo, to je lahko HubSpot, Drift ali pa morda Facebook Messenger ali Slack. Kaj uporabljajo vaši kupci? Nato vzpostavite chatbota na osnovi pravil, storitvijo, kot je HubSpot ali ManyChat, ki omogoča enostavno ustvarjanje chatbotov. Pojdimo na naslednji modul.